Prenovo dvosobnega stanovanja je narekovala obstoječa oranžna kuhinja, ki je bila dovolj dobro ohranjena in je ni bilo potrebno zamenjati. Gre za interjer, kjer je prevladujoča barvna paleta nežna in umirjena, oziroma, če povem bolj v filmskem žargonu, gre za stanovanje z vonjem po ženski. Danes si bomo v ljubljanski soseski Trnovo ogledali prenovljeno stanovanje mlade družine, ki sicer živi razpeta med 3 evropskimi mesti. Čeprav imajo tukaj le začasno bivališče, se v svoj ljubljanski dom, katerega prenova je potekala pod taktirko arhitektke Nine Steiner, zelo radi vračajo. Poglejmo, kako so ga prenovili. Nina, to stanovanje je bilo prej že večkrat prenovljeno, kljub temu pa sta se lastnika odločila za novo celostno prenovo. Kaj vse ste spremenili? Tako je, stanovanje je prej že dlje časa v lasti družine, v njem so živeli različni družinski člani, ki so ga sproti po potrebi malo prilagajali svojim potrebam. Ko ga je pa prevzela sedajšnja lastnica, je pa želela, da bi to nekako odražalo njen okus in njene potrebe in se je torej lotila celotne prenove celotnega stanovanja. Niste se pa dotikali kuhinje, ki je bila vodilo cele prenove? Kuhinja je bila zamenjana v bistvu zelo malo časa nazaj, tako da smo se odločili, da jo ohranimo, ker je kvalitetna in praktično nova. Je pa živahno oranžne barve, kar ni šlo ravno z lastničinimi željami po skandinavski estetiki stanovanja. Tako da smo jo vpeli potem v novo podobo stanovanja, s tem, da smo jo kombinirali z zelo barvno monotonimi kosi in s tem nekako poudarili to skandinavsko naravo prostora. Kaj pa tele ploščice v kuhinji, ki se sicer še ponovijo? Romboidne oblike, zanimiva postavitev, zanimiva oblika polaganja? Tako, izbor keramike je narekovalo dejstvo, da nad delom kuhinjskih elementov ni visečih omaric, tako da smo imeli svobodo, da smo se malo poigrali z obliko kuhinjskega ozadja, ki jo narekuje, se pravi, ta romboidna oblika keramike. In potem smo se seveda odločili, ker je vedno dobro, da imamo v prostoru čim manj različnih materialov, da bomo isto keramiko uporabili tudi pri kopalnici in tudi pri balkonu. V nasprotju z živahno oranžno kuhinjo se barvna paleta v dnevnem prostoru precej spremeni. Lastnica je želela, da v stanovanju prevladuje skandinavska estetika, za katero je sicer značilna preprosta črno-bela barvna paleta, ki jo sem ter tja presekajo tudi pastelni toni. Tukaj je arhitektka ta poudarek dosegla z uporabo tapete v umirjenih barvnih tonih, ki pa ima poudarjen vzorec. Tapeto sta izbrali skupaj z lastnico in ta je potem narekovala vizualno podobo ostale opreme. Razgiban vzorec v prostor prinese dinamiko, vendar pa ga ne nadvlada. Sicer velja, da veliki vzorci niso primerni za manjše prostore, vendar je tukaj arhitektka uporabila trik. Vsa vrata v stanovanju so brez vidnih podbojev. Ta v dnevnem prostoru, ki vodijo v spalnico, pa so še posebno nevidna. Tapeta namreč teče tudi preko vratnega krila, tako da je prehod v spalnico, kadar so vrata zaprta, skorajda neviden. No in potem prideva do spalnice, če greva iz kuhinje, kjer so najbolj intenzivne oblike, tudi žive, prideva pa do mehkih, mirnih oblik in barv v spalnici. Tako je, za spalnico smo hoteli, da je res sproščujoča. Tako smo tudi uporabili veliko oblazinjeno posteljo, žametno teksturo, ki je zelo mehka, jo kombinirali tudi z nežnimi zavesami in tam se pojavlja tudi vedno manj črnih elementov, sta samo še 2 nočni omarici kovinski, tako da se prostor res čisto zmehča. Spalnico smo mogli vmes med načrtovanjem tudi malo prilagoditi, ker se je izkazalo, da v družino prihaja nov družinski član oziroma članica. Tako da smo mogli malo prilagoditi načrte stanovanja. Družinska članica je zdaj že tu in dominira življenjski ritem nove družine. V stanovanju je bilo ob prenovi zamenjano skorajda vse. Sanirane so bile talne obloge, kopalnica je zamenjana v celoti, prav tako stavbno ter ostalo pohištvo. Od starega pohištva so ostali le kuhinjski elementi in kavč. Proračun je bil, tako kot je to v večini primerov, omejen. Znašal je približno 40 000 evrov, zato je arhitektka spretno kombinirala pohištvene kose prestižnejših blagovnih znamk s cenovno dostopnejšimi kosi pohištva. Prenova stanovanja je bila tako rekoč bliskovita. Načrtovanje je trajalo dobre 3 mesece, sama prenova pa le 1 mesec. Ampak izpeljati takole prenovo zgolj v 1 mesecu pomeni, da je res moralo vse zelo gladko teči.
Skoraj. Ampak na koncu je bilo seveda skoraj tako, kot v kakem resničnostnem šovu. Večer pred prevzemom je lastnica prišla pogledati in je bilo še kar vse malo nametano. Sicer samo, ne vem, škatle od pohištva pa take majhne stvari, ampak na videz je izgledalo, kot da še sploh nismo končali. In je bila kar malo v skrbeh in slabe volje, pa smo jo vsem pomirili in naslednji dan je brez težav prevzela stanovanje in je bilo vse super v redu.